pokušajmo razumeti intuitivno transformacije na grafih funkcij. Tukaj imamo graf funkcije y enako f od x. In sedaj nas zanima razumeti, kakšne je graf ene druge funkcije g od x, ki je f od x plus 2. Zato mi zamislimo si, da funkcijo rišemo po točkah. Za vsako vrednost x si izračunamo f od x. In gremo tako naprej. Naprej in zračunamo točko za točko. Če namesto računati f od x, ko delamo ta račun, zračunamo f od x in vsakokrat dodamo 2, pomeni, da vsaka točka bo imela koordinato y, ki je za 2 večja. Torej, cel graf se bo premaknil gor za 2 enoti. Če pa imamo eno drugo slučaj, da imamo g od x, ki je 3 f od x, kaj dobimo? Zmeri mislimo računamo po točkah. Vsakokrat si izračunamo f od x in ga pomnožimo s 3. Torej, tukaj ta točka ima eno koordinato y in ta se 3-krat veča. Če imamo negativno vrednost, na primer minus 2, se pomnoži s 3, postane minus 6. Torej, v takem primeru graf se raztegne v smeri osi y. Če imamo eno drugo možnost, da g od x je minus f od x, pomeni, da za vsakokrat, ko mi računamo f od x, potem moramo menjati predznak. Torej, tukaj je ta vrednost, gre končati sem dol. Ta vrednost negativna gre končati gor. In torej, to pomeni, da graf od f od x se preslika, se zrcali okoli osi x. Sedaj, tukaj moramo biti malo bolj pozorni, če g od x je absolutna vrednost od f od x. Sedaj, ko f od x ima pozitivne vrednosti, absolutna vrednost ene pozitivne vrednosti je zmeri vrednost sama. Torej se ne spremeni. Če imamo negativne vrednosti, se zrcali na drugi strani. Na primer, absolutna vrednost od minus 3 je plus 3. Torej, ti deli grafa, ki so pod osjo x, se prezrcalijo gor. In ostali del grafa ostane nespremenjen. Zato tukaj, ko zračuna absolutna vrednost od ene funkcije, večkrat se nam pojavijo kotne točke. Potem mi lahko mislimo, da opravimo transformacije prav na spremenljivki. Torej, imamo graf funkcije. In če nas zanima nek g od x, ki je f od minus x, kaj pomeni, da vse vrednosti x-a, v bistvu, naša oks x je kot da bi se obrnila. Vse vrednosti grejo na drugo stran in torej graf se prezrcali okoli osi y. Potem imamo lahko na primer ena druga stvar, da g od x je f od x plus 2. Torej, to rajši vidimo z enim primerom, tako da bo bolj jasno. Recimo, da naša f od x je x na drugo. Torej, en graf zelo enostaven. Je parabola s temenom v izhodišču, ta funkcija. In če mi hočemo zračunati g od x, ki je f od x plus 2, pomeni x plus 2 v oklepaju na drugo. Sedaj, kaj se zgodi? Pomislimo tako, ko x velja minus 2, tukaj dobimo minus 2 plus 2 je enako nič. In smo v isti situaciji kot ta točka. Torej, bo zmeraj ista parabola, le da ima teme tukaj v minus 2. Oblika je ista, zdaj lahko nisem narisal najboljše, je popolnoma ista, samo da ta točka odgovarja tej točki, ker ko x je minus 2, tukaj dobimo nič in smo kot tukaj. Če pa bi imeli še eno drugo, na primer x plus,
x minus 3 na drugo. Torej, ko x velja plus 3, 3 minus 3 je nič in smo kot tukaj. Torej, ta bi bila tukaj za vrednost 3, bi imeli še zmeraj isto parabolo. Prav, potem nam ostane še primer f od 2x. Da g od x je f od 2x. Lahko pomislimo tako, če mi to funkcijo g računamo na nekem območju, tukaj je dvakrat večje območje, ker dosežemo dvakrat večje vrednosti. Torej, glede na f, g je f skrčen v smeri osi x. Tukaj imamo večji interval vrednosti, ki potem postane manjši. Funkcija je skrčena v smeri osi x. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.